Dober dan vsem. Danes smo se zbrali, da predstavimo knjigo Slovenski razkol in slovenska sprava. Z nami so Tine in Spomenka Hribar. Njiju dve ni treba posebej predstavljati, ker vsi vemo, kdo sta. Z nami je tudi Peter Kovačič Peršin. Tudi njega ni potrebno predstavljati, jaz sem Iztok Simoniti. Kar se tiče knjige, bi začel z eno mislijo, za katero se nisem sprosil nobenega posebnega dovoljenja, ampak bom tako povedal. Jaz mislim, da je to najpomembnejša knjiga od leta 1945 in do danes. Pa ne gre za, kaj ne rečem, antropološki, duhovni, kulturni vidik, politični vidik zgodovine Slovencev za zadnjih 1000 let. Vse te vidike uporabljam, tudi pojem kultura, na način v bistvu, kako ravnamo drug z drugim. In v tej knjigi lahko vidimo zelo dobro dokumentirano, da ravnamo ne preveč dobro, rekel bi še celo slabo. Jaz mislim, da je to knjiga, ki je ena sinteza misli in delovanja obeh avtorjev, ki sta več kot 40 let mislila, delala, bila javni osebnosti. Poudarjam to zaradi tega, ker iz te misli in delovanja izstopa nekaj, kar je bistveno, in to je vloga intelektualca. Intelektualec ni tisti, ki ve vse, ampak je tisti, ki misli svojo glavo, ki govori jasno in piše glasno, jasno in piše dosledno. Skratka, intelektualec, ki je zaradi tega tarča kritik, te kritike imajo eno posebno raven, namreč tukaj gre za te, čemur se reče drža intelektualca. Ne? Intelektualec je človek, ki je jasno vedno pod kritiko oblasti, ampak pod kritiko je tudi vseh tistih, ki spremljajo te intelektualce, pa sami niso intelektualci. Intelektualci je skratka izpostavljen kritiki z vseh strani. Njihovo bistvo je kaj, če smem reči? Da so rara avis, torej redke ptice, niso plahe ptice, so pa vedno. Zdaj, ta drža, značilna za oba avtorja, za Spomenko in Tineta Hribarja, je drža, ki je bila v prejšnjem režimu, je drža, ki je tudi v današnjem režimu, in tukaj z nami je tudi, kaj ne rečem, Peter Kovačič Peršin, človek, ki ima isto držo, in jaz mislim, da nam bo gospod Hribar povedal, kaj pomeni ta njegova drža, kakšen sopotnik je in kakšen predhodnik je obeh avtorjev. Ja, moram poudariti, da je Peter Kovačič Peršin predhodnik v tem smislu, da je že leta 1981 pripravil okroglo mizo o dialogu in spoštovanju drugega, za katero je povabil 3 skupine. Najprej člane, predstavnike partije Zveze komunistov, to sta bila Marko Kerševan pa Zdenko Roter, potem predstavnike cerkve, to sta bila poznejši kardinal Franc Rode in pa kasnejši nadškof in metropolit ljubljanski Anton Stres, in tretjo skupino kulturnikov. To pa smo bili seveda poleg Petra samega še Kermauner, Urbančič in jaz. To je bil ta uvod pravzaprav v razpravo, ki je potem pripeljala tudi do odprtja diskusije o spravi. To diskusijo je pa začela Spomenka čez 2 let, leta 1983, ko je objavila prispevek oziroma velik članek, študijo za Kozbekov zbornik z naslovom Krivda in greh. Ja, hvala lepa. Torej, najprej moram povedati, da ta moj esej za Kozbekov zbornik, da je v bistvu moj način, kako bi rekla, očiščenja od zamere in od sovraštva. Jaz nisem namreč čisto nič vedela o povojnih pobojih, prav nič, in sem zvedela o njih šele iz Kozbekovega intervjuja, ki ga je dal Borisu Pahorju in Rebuli.
In to me je tako udarilo po glavu, tako sem bila razočarana, da sem imela občutek, da sem izgubila zgodovinska tla pod nogami. In sem potem 5 let, še več, sem bila kar prizadeta, potem sem začela pa študirati in počasi se nekako spravljati k sebi. In ta spis je sled moje katarze. V tem spisu sem prvič na Slovenskem napisala, da so povojne likvidacije zločin nad narodom. In iskala sem tudi možne izhode iz tega, kajti vsak zločin zahteva oziroma se pričakuje neko očiščenje, neka satisfakcija ljudi in lahko nevarnost je bila, da se bo začel naslednji krog sektaštva. Prvi je bil desni Mahničev, potem je bil levi boljševiški in lahko bi se uresničil tudi desničarski. Zato sem iskala možnost izhoda in se mi je sama po sebi porodila ideja sprave. Ideja sprave naj bi končala ta ringelšpil, levo, desno sovraštvo. To je bil pač moj prispevek. Esej oziroma celotni Kocbekov zbornik 3-4 leta ni mogel izideti, je bil v bunkerju, izšel je leta 87. Žal se sprava ni tako uresničila, kot sem jo jaz pričakovala in kot bi se lahko, ker leta 90 smo imeli čisto vse možnosti, da začnemo novi začetek. Uvedli smo demokracijo, ustanovili smo lastno državo, imeli smo ekonomsko osnovo, kar v redu, najmočnejšo, najboljšo v tako imenovanem vzhodnem bloku, v katerem sicer prav za časa socializma nikoli nismo bili, pač smo zdaj. Hvala lepa. Z nami je tudi, kot smo rekli, spoštovani Kovačič Peršin in Tine Hribar je povedal, da je organiziral prvi spravni dogodek. Jaz bom dodal še k temu to, da je ta isti naš Peter Kovačič Peršin že leta 1986 v svoji reviji 2000 uvrstil blog z naslovom Slovensko narodno vprašanje, kjer so sodelovali profesor Bučar, Spomenka Hribar, Tine Hribar. In tukaj je en majhen detalj, ki ga moram povedati. To je Dimitrija Rupla takrat toliko ujezilo, da je rekel našemu Tinetu Hribarju: Peter je objavil to in to, na kateri strani si pa ti, in Tine Hribar mu je odvrnil, da je Peter objavil en cel blog, ti pa na to temo objavi celo številko, na kar je stekla akcija za znano 57. številko Nove revije, in sicer s prispevki za slovenski nacionalni program. Peter Kovačič Peršin je pa leta 2012 objavil znamenito knjigo Duh inkvizicije, ki jo imamo tudi danes s seboj, za katero pravijo, da je najbolj dosledna interpretacija in kritika katoliškega klerikalizma v Sloveniji, ker je problem slovenske sprave vedno 1000 let povezan s tem. Nam bo Peter, lepo prosim, povedal nekaj o tej tvoji fenomenalni knjigi. Hvala lepa. Torej, to knjigo sem pravzaprav že veliko let prej začel pisati po drobcih. Namreč takoj po osamosvojitvi se je pokazalo, da je določen krog iz slovenske hierarhije razumel osamosvojitev seveda kot priložnost za vzpostavitev zopet neke vrste patronata slovenske cerkve nad slovenskim narodom. In je prihajalo do tendenc po revizionizmu. To se je kazalo pravzaprav že takoj v začetku, ko smo osnovali prve stranke. Namreč skupina 2000 je želela nadaljevati politiko krščanskega socializma, se pravi tisto politiko,
ki je od Kreka pa do, se pravi, Kozbeka, od teh recimo 60-70 let bila najbolj prodorna na slovenskem prostoru, tako na gospodarskem kot na političnem. In težava pri soočenju z predstavniki cerkve, ker je bil glavni njihov sogovornik Anton Stres, sicer kolega, ne, in tudi sodelavec pri reviji 2000 takrat, je bila v tem, da je bil ta koncept, da grejo kristjani v slovensko politiko prvič z neideološko strukturo. Mi smo zagovarjali, da ne moramo krščanske ali katoliške stranke organizirati, da moramo organizirati skupno demokratično stranko z vsemi ostalimi demokratičnimi skupinami in da moramo absolutno zagovarjati stališče, ker smo se zavedali, da se vključujemo v kapitalistični sistem, socialno državo in pa predvsem, kar je za nas Slovence interno pomembno, prostost duha. Torej, da ne bomo zopet šli na ideološke pozicije, na ideološke razkole, kar je bila pravzaprav tendenca pri Slovencih v zadnjih 150 letih permanentna. Pravzaprav je pa to nekaj, kar se vleče, s čimer se strinjam v osnovi z Tinetovo analizo, od pravzaprav začetka našega vstopa v zahodno civilizacijo, tako imenovano krščansko civilizacijo. No in zato sem se odločil, da posvetim teoretično temu vprašanju, kako se je znotraj krščanskega prostora ta, kako bi rekel, dialog oziroma konflikt med nekim izrazito političnim, konzervativnim klerikalizmom in na drugi strani med neko krščansko odprto držo, ki zahteva neko spremembo tega klerikalnega modela, tega dogmatičnega modela in zahteva prenovo slovenskega krščanstva, za kar bi pravzaprav nov demokratični sistem omogočil. Zato sem dal pod naslov tej knjigi Slovenski katolicizem med restavracijo in prenovo. Pravzaprav sem ga zaključil z neko mislijo, ki jo je napisal mednarodno priznan teolog Vladimir Truhlar, ki je bil na osrednji papeški univerzi Gregoriani profesor. On je po koncilu napisal tudi eno knjižico Slovenski katolicizem v prenovi, ne? In jo zaključi s tem. Slovenski katolicizem mora glede na svojo zgodovinsko preteklost napraviti korenito preoblikovanje, mora se modernizirati, mora sprejeti moderne koncepte civilne družbe, suverenosti demokracije in države, duhovne svobode, notranje, sicer bo slovenski katolicizem pristal na grobišču zgodovine, ker bo pisalo, tukaj počiva slovenski katolicizem. No, in to smer je potem pri nas realno obral škof Šuštar. Ne? In to se je zgodilo prav na pobudo spet Spomenke, kako smo uporabili tvoj model, te trojne sestave, partija, cerkev, kultura, in smo na novi reviji prevzeli potem to pobudo, da pripravimo spravno slovesnost leta 90 v Rogu. To se pravi, da se tam simbolno pokope nepokopane mrtve in s tem dosežemo najprej spravo z mrtvimi,
posledično pa tudi spravo med živimi. In to je bilo to srečno leto, ko smo za eno leto, od poletja 90 do poletja 91 do osamosvojitve zaživeli spravno. To je edini dogodek v tisočletju slovenske zgodovine, kjer prvi, ko smo presegli ta razkol, ki se je prej že pojavil dvakrat, oziroma že tretjič, v zelo grobi obliki. To, kar je najprej Prešeren opisal v Krstu pri Savici, ko pride do okupacije prednikov Slovencev, kar so naredili Bavarci in potem Karel Veliki, je šlo seveda najprej za odpor Slovencev, ki ga simbolizira Črtomir v Krstu pri Savici, obenem se je pa začela že tudi kolaboracija z okupatorjem in nosilec te kolaboracije je bil Voljhun. In s tem je nastal ta prvi veliki razkol in seveda zaradi tega, ker se tu odvijala evangelizacija, katoliška evangelizacija kot krvava evangelizacija, ker je seveda v nasprotju tako rekoč s tem, kar in to tudi Prešeren prikaže v Krstu pri Savici, ker je cerkev razglašala, se pravi v besedah, v dejanjih, je pa delovala ravno nasprotje. Tako da prikaže Prešeren že v Krstu pri Savici razkol krščanskega Boga na Boga ljubezni in na Boga sovraštva, ki mu pravi Prešeren črt, staroslovansko ime za zlodeja. Se pravi, govori o tem, da so Voljhun in ti povzročili ne samo boj, ampak mesarsko klanje med Slovenci. In to je bil začetek te prvi veliki razkol med Slovenci. Ta razkol se je potem ponovil v času reformacije, ko spet katoliki proti reformaciji skušajo uničiti reformacijo, se pravi Primoža Trubarja in njegove, in se kot Voljhun pojavi Tomaž Hren. On ukaže seveda kot izvajalec spet nadslovenske oblasti, sežig vseh protestantskih knjig kot takih, potem prepoved pokopa protestantov, izgon protestantov, tiste, ki so pokopani, je pa treba izkopati in jih sežgati ali pa zagrebsti nekje zunaj posvečene zemlje, ki je pač tisto pokopališče okrog katoliške cerkve. Se pravi, ta odnos nespoštljiv, kršenje posvečenosti mrtvih, ne samo svetosti življenja, se je rodil tam. In je potem tista povojna likvidacija domobrancev na podoben način zgodila se potem v bistvu kot ponovitev tega nespoštovanja posvečenosti mrtvih. No, kot rečeno, smo pa v 90-ih letih kljub vsem tem, o čem je že Spomenka govorila, se pravi, kljub razvoju tretjega razkola, ki ga je začel Mahnič, ki je bil absolutno proti spravi in ga je cerkvena hierarhija leta 1935 utrdila z evharističnim kongresom Kristusa kralja. Tu govori absolutno militantni jezik, izhaja iz militantne cerkve, se pravi, papež je nekakšen vojskovodja katoliške akcije v konfliktu z komunizmom, komunistično ljudsko fronto in tako naprej. Se pravi, tam se je organiziral že napad oziroma izključevanje iz slovenskega občestva komunistov, ki jih je bilo čisto malo, nekaj 100. Tam na stadionu, ki so ga posebej za to zgradili po Plečniku, po njegovih načrtih, se je pa zbralo skoraj 100 000 ljudi, ki so prisegali, da se bojo borili proti marksizmu, proti bezbožnemu komunizmu in tako naprej. In to se je potem do naslednja letja samo še bolj zaostrovalo, dokler nismo dobili novega okupatorja, najprej Italijane, pa Nemce. In tu so se spet pojavili Voljhuni, se pravi ta obstoječa oblast katoliška, slovenske katoliške stranke in se je začela pač potem
zaradi tega, ker so izključili komuniste že vnaprej iz vsakega povezovanja in zahtevali sodelovanje, spet kolaboracijo z okupatorjem, je prišlo seveda potem do četrtomirskega upora na strani komunistov, se pravi do partizanov, do osvobodilne fronte na eni strani, na drugi strani pa do kolaboracije, sodelovanja, do krvave kolaboracije, se pravi do takšnega sodelovanja z okupatorjem, najprej z Italijani, potem pa z Nemci, Germani, nacisti, v katerem so v imenu Boga zlasti v času po prisegi Hitlerju ubijali, lovili partizane, komuniste in jih pač izročali Nemcem. Tiste, ki so jih najbolj sorožili, politkomisarje so pa kar sami pobili po možnosti, mimo tega, da bi jih izročali Nemcem, ki bi jih utegnili bodi si spustiti, bodi si samo v taborišče zapeljati. No, in tu je prišlo potem do te nesrečnega križanja, da smo imeli na eni strani osvobodilno fronto, na drugi strani se pravi upor okupatorju, in znotraj njega, to je ta nesreča slovenskega naroda, pa krvavo boljševiško revolucijo. Sočasno je partija pač izrabila ta trenutek, da bi samo sebe postavila na oblast. In sporedno, se pravi, ta upor okupatorja je bil pravičen, ti kolaboranti so sicer rekli, da nima smisla se upirati, in so pač podpirali okupatorja, obenem, ko se je pa pojavila krvava revolucija, že 42 leta, so pa zaprosili okupatorja za orožje in jim obljubili, da se bojo borili samo proti partizanom, proti komunistom, ki so jo imeli za komunistično organizacijo, ne pa proti okupatorju. In to besedo so držali, tako da smo imeli potem 45 leta strahovite spopade in čistke enih po drugih. Se pravi, Rupnikov bataljon je še aprila 45 lovil v škofjeloških hribih preko Žiri do Logasa, partizane, terence in jih pobijal in seveda potem je prišlo to partizansko komunistično maščevanje po vojni. Vso to nesrečo je zdaj, začel sem s škofom Šuštarjem, on je to uvidel, to nesrečo, je videl, da je za soodgovornost tako komunistične partije kot cerkvene hierarhije in je zahteval, oziroma predlagal, da se ugotovi stopnja soodgovornosti pri enih in drugih. Se pravi, in potem priznanje te krivde, sokrivde, in to je seveda predpogoj sprave. Ne samo, da ena stran zahteva spravo od druge, se pravi poklekni pred menoj, jaz sem pa čist. Ne. Obe strani, tako krvava boljševiška revolucija kot krvava klerikalna kolaboracija z okupatorjem, sta bile sokrive za to nesrečo, kar se je zgodilo potem 45 leta, se pravi s pobojem teh domobrancev. Pri čemer bi rad poudaril te poskus ponarejanja podatkov. Res je bilo med drugo svetovno vojno in skupaj s tem pomorom po vojni domobrancev 100,000 žrtev. In zdaj ta desni, klerikalni, ki se je ponovno obnovil, rekel sem, da je bilo samo eno leto, to srečno, spravno leto, ko smo se osamosvojili, a spet osamosvojili, so levičari na levi strani, se pravi boljševiška zveza borcev, na eni strani 10% je pač tega slovenskega prebivalca, na drugi strani pa so ustanovili novo slovensko zavezo, domobransko, prodomobransko, bivših mladih sicer domobrancev. In te dve skrajnosti sta pritiskali tako na Šuštarja kot na tedanjega predsednika Milana Kučana. Milan Kučan je imel enaka stališča kot po obsežnih
pogovorih znana predvsem iz Spomenko, to bo Spomenka lahko še kaj povedala, šlo je za to, da sta obe strani, kot sem prej rekel, in država in cerkev takrat pristali na to, da se ugotovi sokrivda in soodgovornost. Potem je pa prišel spet kontraudar, ki traja še danes in se zmeri bolj zaostruje. Ja, jaz bi rekla tole si povedal, seveda vse drži, ampak to je samo ena dimenzija sprave, se pravi sprave za nazaj, če tako rečemo. Ampak bistvo sprave je to, da se mi danes tukaj spravimo, da se ne bomo sovražili in preganjali drug drugega. V tem je ves vic. In jaz 40 let že poskušam prepričati ljudi, da mi moramo vzeti sami sebe resno in svoj narod in svojo prihodnost, ker smo odgovorni zase in za prihodnost in za preteklost. Za preteklost smo odgovorni v tem smislu, da jo vzamemo nase in da je ne ponavljamo. To je vprašanje. To, kar smo imeli v Rogu, je pomembno prav zaradi tega, ker je tako, kot je rekel novinar Franček Javk, je polovico, simbolno rečeno polovico naroda smo prišteli k narodu, ker ga prej ni bilo ne na ravni živih, ne na ravni mrtvih. In to je bila osnova, je bila možna osnova, da začnemo drugače. Ampak žal se je že za časa Demosa, jaz sem imela kar velike težave bi rekla, z radikalci v Demosu, zaradi tega, ker se je vzhajala nova zahteva po absolutni oblasti. Prej leva, zdaj pa desna. Zdaj nek zanihaj iz desnice v levico je normalen, glede na to, da je bila pač v prejšnjem sistemu absolutna oblast komunistične partije. Vendar ne na ta način, kot se zdaj to dogaja. In jaz sem že leta 1992 napisala članek za ustaviti desnico. In to sem napisala iz ideje sprave. Ker naj si bo da levica, naj si bo da desnica zahteva zase in vse naredi za to, da bo imela absolutno oblast, potem v taki državi, v taki državi sprave ni. Je v prejšnjem sistemu ni bilo zato, ker je imela absolutno oblast Zveza komunistov in zdaj smo na tem, da ravno kar bo tudi tako, da bo imela absolutno oblast desnica. Imeli smo pa čisto vse možnosti, da bi začeli z novega, ampak čisto vse. In smo to zapravili. Kljub temu pa ta težna želja po spravi ni zamrla. To, kar je Peter začel s pravnim dogodkom, to, kar smo mi začeli s spravno slovesnostjo v Rogu, novi revejaši, se pravi kultura, mi smo bili, kultura je bila najmanj 20-30 let vodilna, ki je v bistvu usmerjala politiko tudi, ne, tako levo kot desno. In potem, ko so vsi ti kontranapadi prišli z levo in desno, se je ideja sprave zasedrala v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. V času osamosvajanja je bila SAZU mrtvovodna institucija. Ko pa smo prišli v SAZU, člani Nove revije, Rafenauer, Inkrat, Jančar, jaz, smo pa to misel, o kateri smo zdaj govorili, na spravo prenesli v akademijo in obenem je predsednik Drnovšek leta 2003 začel voditi razgovore o slovenski prihodnosti. In bil je sestavljen en ožji gremij, v katerem smo bili 8 ljudi, 5 od teh članov SAZU, pa še 2 rektorja, pa še Bučar kot predsednik parlamenta. In takrat smo obudili to razpravo, ki so jo zatrli po času 90. leta, ko sta se v roke segla Milan Kučan, oba velika človeka in Škof Šuštar. Ne. In smo na 3. razgovoru to izrecno in tudi potem posebno izjavo napisali o slovenski spravi in to bi rad poudaril, da se te izjave predsednik Drnovšek
ni upal v imenu sebe objaviti, ampak je pooblastil profesorja Simonitija, ki je bil takrat v kabinetu njegovem, da z nami kontaktira in smo se potem dogovorili, da Slovenska akademija znanosti in umetnosti to izjavo napiše, podpiše, cel gremi, sicer Bučarjev, Drnovškov, ki sem ga prej naštel, in smo to tudi objavili. Ne. To je bila prva taka akcija in to se potem znotraj, ta miselnost je znotraj Slovenske akademije znanosti in umetnosti usidrala, tako da smo imeli potem več takih pobud, recimo smo potem 2014 leta sprejeli pravica do groba, za pravico do groba, in to je bil seveda spet konflikt, če se spomnite, ko sem prej govoril o Tomažu Hrenu. Desnica, se pravi prodomobranska Nova slovenska zaveza, ni pristala na to, da bi domobrance pokopali kot ljudi. Tudi ni pristala na to, da bi škofa Rožmana kot idejnega vodja domobranstva samo vrnili v Slovenijo, ampak so zahtevali svečani sprejem, svečani ponovni pokop, in to je bil takrat pa stresom, s katerim smo sicer večkrat prišli v konflikt, toliko pameten, da ni na to pristal, na kar ga je takratni predsednik Nove slovenske zaveze, se pravi te neodomobranske organizacije, celovito napadel njega skupaj Stresa in Kučana, češ da sta oba udbovca, zmeraj bila udbovca. Ja, in v tem smislu ta novodomobranska Nova slovenska zaveza, ki predstavlja nekako 10% Slovencev, za katero pa stoji, odkar je postal nosilni faktor znotraj cerkvene hierarhije argentinski lobi na čelu z argentinskim emigrantom takrat v 45 leta kardinalom Rodetom. Ne. In zdaj imamo to situacijo, ki je potem SAZU skušala prebiti ob 30-letnici spravne slovesnosti v Rogu in smo organizirali simpozij z naslovom Slovenska sprava leta 2020, ne, ko je bila 30-letnica. Tu je tudi ta oba sodelovala, Spomenka in Peter, tudi in vrsta drugih, tudi 5 teologov, od Stresa do Krašovca, ja. In tu smo potem sprejeli odločilno stališče, ki odslej naprej predstavlja orientacijo za vse dogovore in raziskovanja na področju medvojnega državljanskega spopada, bratomorne vojne. In sicer na 4 ugotovitvah, če jih spet čisto na kratko izpostavim, da je treba upoštevati ne samo črno-belo sliko, se pravi partizani, komunisti, domobranci, belogradisti, ne, ampak 4 elemente, o katerih sem že prej govoril. Odpor, upravičen odpor proti okupatorju partizanov, neupravičena krvava bolševiška revolucija, upravičen odpor slovenskega desnega pola, če tako rečem, verskega, verujočih ljudi, odpor do komunistične, res takrat krvave in brezbožne revolucije in seveda nesprejemljiva, obsodbe vredna krvava kolaboracija pod tem okriljem na strani slovenske desnice, ne, ki jo danes, kot rečeno, zastopa ta Nova slovenska zaveza. Levo stran pa še zmeraj bolševiško vodstvo zveze borcev oziroma zveze združenj borcev. Ne. In to ne gre zdaj za intelektualni razlog. Recimo ta cepitev, da imamo 10% desnih pa 10% levih skrajnežev, se je ob tem, ko smo sprejeli to izjavo Slovenska sprava na podlagi tega simpozija, oziroma posebej je napisal sedanji predsednik Slovenske akademije znanosti, profesor zgodovine, akademik Peter Štih,
je bila to, da se je pojavila ista delitev. 10% levih skrajnežev, 10% desnih skrajnežev v okviru SAZU, Slovenske akademije znanosti kot vrhovne kulturne slovenske institucije je bilo proti in je še zmeraj proti spravi. Ne. Ampak že to, da smo mi to bili sposobni sprejeti in da v bistvu ta slovenska sprava in ta izjava predstavlja 80% večinoma tihih Slovencev, mi daje upanje, da bomo prebili tudi to, kar se nam zdaj dogaja, ko je Spomenka omenila ta novi, formiranje nova razkola, tako pravzaprav četrtega razkola. To je zdaj šele v nastanku, upam, da se bo to dalo zaustaviti, ta četrti razkol, ker če bomo še v četrti razkol šli, nam ni spasa. Spomenka, želiš temu kaj posebej dodati? Ja, tu bi rada dodala, da vsi so pokopavali idejo sprave, in levica in desnica, ampak vprašanje sprave je prej ko slej aktualno. Še posebej glede na to, kar zdaj doživljamo. Kajti zdaj se tukaj pred nami odpira četrti razkol. In to z Janševo vladavino. Moram še enkrat povedati, da smo imeli leta 90 vse možnosti, da začnemo spravno in normalno živeti. Ampak desnici to ni bilo dovolj. In desnico je ves čas javno ali pa bi rekla bolj zakulisno vodil Janez Janša. In to, kar se nam danes pojavlja oziroma kar se danes z nami godi, jaz ne vem, ali to vidi tudi desnica, morala bi videti, kar ti Janša zavzema vse pozicije, družbene in politične, in medije, eno postojanko za drugo. Do volitev bo vse pokonzumiral. In jaz se sprašujem, kako bomo živeli naprej. Kajte, poglejte, bolševizem je s svojo radikalnostjo in tudi svojo, bom rekla, etično spornostjo, recimo to zelo blago rečeno, 45-50 let vladal in obvladoval in spreminjal, bom rekla, slovenski narodni značaj, če tako rečem malo bolj površno. Če bo Janše uspelo zajeti vsa področja javnega in družbenega življenja, se sprašujem, koliko desetletij bo potrebnih, da bomo vendarle prišli spet do neke možnosti novega začetka. Jaz se bojim, da bo to zelo težko. Ljudi, ki so nesposobni, bo recimo, če bo in ko bo prišla levo-sredinska varianta na oblast, bo lahko zamenjala. Upam, da bo strokovnjake pustila. Ampak to, kar je Janša odprl, to je pa ventil sovraštva. Tega v prejšnjem režimu zadnje desetletja nismo doživljali. To, kar se danes dogaja, kako se danes mečejo besede, očitki, psovke, grožnje, to je tisto, kar nas mora biti strah, ker tega se ne da kar tako ustaviti. Ko ti odpreš steklenico sovraštva, ven izstopi sovražni duh in kdo ga bo noter nazaj potlačil. Zato je vprašanje sprave prej ko slej pomembno. V spravi, tako kot jo jaz razumem in kot jo že tudi vsa desetletja koncipiram, je temeljno, da priznamo drug drugemu pravico do njegove osebnosti, do njegovega dostojanstva, do njegovih človekovih pravic. Da nihče nima pravice niti ubiti, niti žaliti nekoga zaradi njegovih ideoloških, spolnih, nacionalnih teh razlik, ampak moramo s temi razlikami živeti, se truditi, da bomo živeli v miru. To je vprašanje sprave. Hvala lepa, hvala lepa. Zdaj, Tine Hribar nas je opozoril o 10% ljudi, ki so vešče razmeščeni povsod, bodisi da gre za rdeče klerikalce, bodisi da gre za črne klerikalce. Ne? Zdaj, te so tisti, ki bojo blokirali, dokler bodo mogli blokirati. Danes se nahajamo v enem položaju, ki je tudi rezultat
prizadevanja novo revijaštva in tudi življenja v Evropski uniji. To stanje se imenuje demokracija. Demokracija je po mojem mnenju tisti edini okvir, znotraj katerega imamo možnost, da zaživimo med seboj tako, da ne bomo škodovali drug drugemu. Kovačič Peršin, tema je klerikalizacija, ni samo črna, je tudi rdeča. Črna se zdajle izraža na zelo radikalen način. Jaz sem prebral to knjigo zelo, zelo pozorno, moram reči. In ko človek prebere to knjigo, ko bere genezo razvojev, na katero nas je najprej upozoril France Prešeren s svojim fenomenalnim uvodom in s krstom, ti vidiš, da se nam ponavlja nekaj v zgodovini, česar ne zmoremo preseči. Zaradi tega je sedanji okvir, demokratični okvir tisti, kjer ne smemo narediti napake. Peter Kovačič Peršin, kakšno mnenje o tej stvari še? Mislim, da je že Kocbek v svojih dnevnikih zelo jasno definiral, da smo Slovenci pač nagnjeni k totalnim ideologijam in s tem k totalitarizmu. Je rekel, ta cerkveni prostor ostaja na ekskluzivnosti, tako kot partijski ostaja na ekskluzivnosti. To je njegova izkušnja bila partizanska. Ne? Je rekel, edina rešitev za nas in Evropo po vojni je demokratično življenje. No in samo še to bi zaključil. Mislim, da se bistveno v mlajših generacijah dogaja. Namreč, gledajte, že leta 70 na aprilskih demonstracijah, ne, ko je bil še partijski totalitarizem, kot rečemo, ne, je skupina študentov na demonstracijah postavila zelo jasno zahtevo, predvsem po dveh ključnih nalogah, ki so na Slovenskem, da se doseže suverenost naroda in suverenost Slovenske republike, kar pa je mogoče doseči samo z narodno enotnostjo in smo že definirali, za kar pa je pogoj narodna sprava. Seveda takrat to ni šlo skozi. Vrednost te Tinetove in Spominkine knjige je v tem, da sta zbrala svoje celotno večletno razmišljanje, pravzaprav od tvojega eseja Krivda in greh, in prikazala celotno genezo našega truda, da bi presegli ta naš razkol. In upanje je, da bo ta knjiga odprla ne zopet neko konfliktno, polemično razpravo, ampak dialog. Dialog, ki se mora pa seveda odviti med ljudmi. Dvomim, da se bo med inštitucijami, enimi in drugimi, in med političnimi strankami, ki so še vedno zacementirane v starih modelih pravzaprav ideološkega obnašanja. Mi, če hočemo kot narod stopiti v prihodno Evropo, moramo stopiti iz drugih neideoloških konceptov, iz konceptov sožitja, sodelovanja in seveda model za to je demokracija. Hvala lepa. A smem tukaj samo en stavek dodati o tej knjigi. Ta knjiga je po mojem mnenju ne more nas peljati direktno v spravo. Ta knjiga je najhujše soočenje slovenstva s samim seboj skozi eno obdobje 1000 let. Ta knjiga je tisto, čemur se reče paradigma, svarilo nad vsemi svarili. Problem suverenosti, ki smo jo dosegli z svojo državo, vključili smo se v mednarodne povezave, skupnosti in tako naprej in tako naprej. No, ampak suverenost je tista, ki zadeva prostost duha, o katerem si govoril ti, o katerem je govoril tudi Tine Hribar.
Slovenska akademija je po 30 letih, 30 let je rabila, da so končno sproducirali neko izjavo. Jaz, ko sem to izjavo videl, sem rekel, da je mene tekel v farzin, skratka, kaj ne rečem, da je izmerjeno, iztehtano in odločeno to, kar se nam je dogajalo od 41. do 45. in definirana je narava režima, ki je vladal po letu 45. Ta izjava je tista, ki nekako pledira, po mojem mnenju, zatem Tine bo povedal zdaj bolj natančno, da brez prostosti duha teh stvari ne bomo mogli reševati. Prosim, Spomen. Jaz bi samo še 2 besede rekla. Brez sprave seveda nam nimamo prihodnosti, ampak brez samospoštovanja ne. Brez samospoštovanja tudi ne bomo nikamor prišli v prihodnost. In to samospoštovanje nam manjka ravno zaradi razkola. Ker en pol drugim ne prizna spoštovanje in dostojanstvo, drugi pa prvemu ne. In se zaradi tega kar naprej naše sile, bom rekla naše energije, ločujejo ena proti drugi, namesto da bi skupno naredili nekaj zase. To je problem, samospoštovanje in seveda samospoštovanje pa temelji na spoštovanju drugega. Se pravi, ko sebe spoštuješ, spoštuje druge, oziroma ko druge spoštuješ, spoštuješ tudi sebe. In to je sprava, to je bistvo sprave. Najlepša hvala za to misel. Tisto, kar, če smem samo to dodati, slovenska zgodovina, če jo pogledamo skozi to knjigo, je nekaj, čemur bi rekli entropija, nek izjemen smisel za samo uničevanje energij. In zdaj teh 30 let življenja v demokraciji je pripeljalo do tega, da smo začeli svobodno in prosto misliti, in ukolikor v bistvu ne bomo zmogli misliti tako naprej, se bo ta entropija, ki se nam znova kaže skozi rdeče in črne klerikalce, trenutno je ekipa črnih izjemno učinkovita, posebno v tistih zadevah, posebno desnica, posebno v tistih zadevah, ki jih ne maramo, tako da smo na velikem preizkusu. Zdaj, glede izjave Sazu, Tine Hribar, zdaj, kakšna je perspektiva? Vidva sta, vključno s Peršinom tukaj, se pokazala kot tiste vrste intelektualca, za kere se lahko reče, da imata držo. Torej, da to, kar sta mislila, sta poskušala tudi živeti in to precej dosledno. Ta izjava bo imela en določen učinek, če bo imela odzadaj eno močno delovanje, ki bi se reklo nič drugega kot politično delovanje. Poleg tega pa, če bi si govoril o prostosti duha, gre seveda za to, da se je globalno svetovno spremenjeno razumevanje človeka in njegove svobode, njegovega dostojanstva in tako naprej, predvsem pa njegove smrtnosti. In ta veliki premik je naredil papež Frančišek, ko je namesto prve božje zapovedi, ki zahteva spoštovanje enega samega Boga, če ga ne spoštuješ, pa pojdi k hudiču, oziroma te čaka prva in druga smrt, je postavil 5. božjo zapoved, ne ubijaj. Se pravi, ni več religija s svojim nasilji, recimo z Mojzesovim pokolom, kriterij etičnosti, ampak je etika. Svetovni etos, kakršnega je formiral tudi katoliški sicer izobčen teolog Hans King, in o čemer govori zadnja Petrova knjiga Etos prihodnosti, ravno to, da izhajamo iz smrtnosti človeka, kar pomeni, da tudi v imenu Boga ne smeš ubijati, ker je človek smrtno nedomestljivo bitje. In to je ogromen premik, ki ga seveda naša cerkev še ne dojema, ker zahteva ta premik samo očiščenje krščanstva. Da se distancira od Mojzesovega pokola, ki je bil prvi bratomor, do zadnje knjige Biblije Apokalipse, ki spet zahteva to, kar so pol komunisti izpostavili, novo nebo in novo zemljo. Kdor pa ne, se pravi, izberi življenje, beremo tam v Apokalipsi, in to je bila naslov
slovenske sinode pred leti, ampak so pozabili dodatek, tisto, kar sledi, izbere življenje ali smrt. Ali se odloči zame za Boga, če pa ne, te pa čaka smrt na tem in na onem svetu. To zdaj ne velja več, odkar je papež Frančišek katekizemsko prepovedal smrtno kazen. Niso več možni klerofašistični državni udari, kot so bili v Španiji, Franko ali pa v Argentini pred desetletjem, ampak stopamo v to dobo svetovnega etosa. Hvala lepa. Peta božja zapoved je ne ubijaj, prišla je na prvo mesto. Znotraj monoteističnega, vere v enega Boga ali monističnega, vere v eno partijo, vere v en narod in v eno resnico, je zadevo ne ubijaj tako. Ne ubijaj, razen če ti ne reče sveta cerkev, razen če ti ne reče inkvizicija, razen če ti ne reče partija, mafija in tako naprej. Skratka, zdaj, da se vrnem na eno stvar, da je ne pozabimo, vse ne bomo pozabili. Ne ubijaj je tista oblika življenja, ki jo je demokracija iznašla za Evropo. Za Evropo, ki je sama sebi v zgodovini povzročila mnogo več zla, ali vsaj toliko zla, kot ga je povzročila drugim, je zdaj iznašla eno obliko življenja, v katerem se ni treba med seboj ubijati, kar je po mojem mnenju velik civilizacijski dosežek. Kolega Peter Kovačič Peršin, še kakšno idejo, še kakšno misel v zvezi s tem? Karkoli? Ja, mislim, da je prihodnost Evrope in tudi nas Slovencev, da Evropo poskušamo ohraniti. Torej, prihodnost je v tem, da bomo dosledno spoštovali temeljna načela bitja, temeljna načela, da je svetost življenja nekaj, na čemer civilizacija kot taka stoji, sodobna ali prihodna civilizacija. In to je ta univerzalni svetovni etos. Vrednota osebnosti, vrednota osebnega življenja. Človek je pred državo, pred religijo, pred institucijo. To je temeljno sporočilo svetovnega etosa. In vse demokratične države so odpravile smrtno kazen. Jaz bi samo še nekaj povedala. To, da ima krščanstvo samo v sebi dovolj vsebine in dovolj moči, da se prenovi. Jaz bi opozorila na križarje iz 20 let 20. stoletja. Oni so postavili čisto drugačne vprašanja ljubezni do bližnjega. Medtem kot recimo Mahnič, pa tudi tradicionalna institucija postavlja ljubezen, najprej treba ljubiti Boga in preko Boga človeka. Križarji so pa postavili, pazite, že ko ljubiš bližnika, ljubiš Boga. Torej, to je bistveni obrat. In to so bili krščanski socialisti, ki niso poslušali tradicionalne takratne Rožmanove cerkve, ampak so ravno to, iz te ljubezni do sočloveka so ljubili Boga in so šli v narodno-osvobodilno borbo. To jaz tako razumem in zaradi tega zelo spoštujem tudi kristjane, se pravi tiste, ki resno verujejo, niso pa niso posesivni, da bi hoteli mojo dušo. Mojo dušo ne pustijo na miru, jaz njihovo pustim na miru. Se pravi, tukaj je možno sožitje in je možno je tudi prijazno sožitje in prijazno življenje za prihodnost. Ampak ta zavest še ni splošna. Torej, pustiti živeti različnosti in organizirati življenje tako, da se različnosti ne obrnejo proti nam samim. No, zdaj, a smem eno vprašanje postaviti, smo že proti koncu, kaj je in kaj ni vsebina sprave, če ima vsaken stavek o tem, ali je bilo, če pa mislite, da je bilo pa že dosti povedanega? Prava vsebina sprave je sprava med ljudmi kot ljudmi. Se pravi, ni sprave med ideologijami, ni sprave med komunisti in med klerikalci.
kot takimi. Ne? Ne. Sprava je možna samo na ravni človeka, njegove človečnosti, se pravi njegove končnosti, smrtnosti. Kaj to pomeni, Ja, s da tem- je vest odločilna? Ja. Ja, s tem je pa treba vedeti, da sunki proti sprave grejo zmeraj od vrha navzdol. V prejšnjem sistemu je bila Zveza komunistov tista, ki je izklicevala narodne sovražnike in izdajalce. Zdaj, če ostanem recimo pri problematiziranju današnje vladavine, Janez Janša in njegova skupina s tviti in z vsemi mogočimi prijemi vnašajo sovraštvo in delitev med ljudmi. Sprava med ljudmi, tako kot si ti rekel, je možna samo, če drugemu priznamo, da smo vsi samo smrtniki, zmotljivi, noben nima v rokah niti absolutne pravice, niti absolutne resnice. Naj si bo zadnji, bom rekla, najbolj preprost človek ali pa oblastnik. Oblastnik bi še posebej moral vedeti, recimo predsednik vlade, predsednik države, vlada, da je odgovorna za to, kako se ljudje med sabo razumejo, kako živijo in za to, da je sovraštvo čim manj, ne pa čim več to, kar zdaj počne. Hvala lepa, Spomenka. Peter Kovačič Perčin, prosim. Sprava je izrazito etično dejanje. In lahko se dogodi samo tam, kjer človek postane človek. Končno smrtno bitje na tej osnovi, ne na osnovi ideološkega ali religioznega ali drugega določila, je mogoče človek stopiti k človeku in ga sprejeti kot človeka. In to je temelj sprave. Hvala lepa vsem in nasvidenje.